Za nas,
se nas, ti odrežnik sveta, sprejmi našo prošnjo in zarisni resnici očeta, usmili se nas. Slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudi, slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudi. Edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Iisus Hristos, svetim Duhom slavi Boga Očeta. Amen. Slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudi, slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudi. Molimo, Sveti Bog, po Tvoji volji je Tvoj Sin umrl na križu, da je odrešil človeški rod. Pomnoži nam vero, da bomo v nespameti križa spoznali Tvojo moč in modrost. V nebesih pa se veselili sadov smrti in vstajanja Kristusa, Tvojega Sina, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa: zakaj sta nas izpeljali iz Egipta, da umremo v puščavi? Kajti ni kruha ne vode in ta borna jed se nam že gadi. Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače. Pikale so ljudi, tako da je veliko ljudstva iz Izraela umrlo. Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli: grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače. Mojzes je prosil za ljudstvo. Nato je Gospod rekel Mojzesu: naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog. Kdorkoli je pičen in jo pogleda, bo živel. Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. To je Božja beseda. Straši me, bili su matere, pisati
iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako, da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako, da je postal pokoren vse do smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Nihče ni šel nebesa, kakor tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsakdor vanj veruje imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal Sina na svet, da bi svet obsodil, temveč da bi svet po njem zveličal. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovane policistke in policisti, spoštovani drugi predstavniki političnega in družbenega življenja, drage sestre in dragi bratje. Ta sveta maša za policiste poteka vsako leto v mesecu septembru, zato ker se mesec september izteka v praznik svetega Mihaela, zavetnika policistov. Ker pa je današnja nedelja hkrati tudi praznik povišanja svetega križa, smo poslušali Božjo besedo o tem. Današnji praznik svetega križa ima svoj začetek davnega leta 335, ko je nad Jezusovim grobom v Jeruzalemu
cesar Konstantin dal postaviti mogočno cerkev in so jo na današnji dan pred 1690 leti posvetili. Tedaj so tudi dali v čaščenje križ, ki ga je cesarjeva mati Helena našla pred tem. Takrat so križ slovesno vzdignili in ga obrnili na vse 4 sveta, s čimer so hoteli ponazoriti, da Kristusovo odrešenje velja vsemu svetu in se tudi razteza do konca sveta in časa. Nato se je čaščenje Jezusovega križa razširilo iz Jeruzalema preko Carigrada in Rima po vsem svetu. Tudi naša domovina Slovenija je posejana s križi. Verni ljudje ga imamo po svojih stanovanjih, postavljamo ga ob potehi na razpotja, posebno radi pa tudi na vrhu gora. S tem izražamo eno in isto misel. Božja ljubezen, ki se je razodela v vsej svoji brezmejnosti na križu, je namenjena slehernemu človeku vsemu svetu. Nihče ni izključen iz nje, nihče nima razloga, da bi mislil, da ga Bog nima rad. Mi, ki smo od mladih nog navajeni gledati križ z razpetim človekom na njem, smo mogoče že izgubili občutek groze, ki mora spreleteti človeka, ki vidi prvič podobo človeka pribitega na križ. Nas pa presune, ko pomislimo, v kakih mukah je moral umirati človek, ki se je pribit na križ počasi dušil na njem, dokler njegovo srce ni omagalo. In to je lahko trajalo ure, včasih celo dneve. To močilno sredstvo so iznašli Feničani. Rimljani pa so ga nato na veliko uporabljali kot obliko zastraševanja. Glejte, kaj vas čaka, če ne boste pokorni rimski oblasti. Celo nekateri rimski pisatelji so proti temu protestirali. Češ, mi Rimljani smo vendar civiliziran in kulturen narod, zato takih grozot ne bi smeli uporabljati za zastraševanje nepokornežev. Rimski državljan na tako sramotivno smrt sploh ni mogel biti obsojen. To je bilo pridržano brezpravnim sužnjem in tujcem. Križanje namreč ni bilo samo človeško trpinčenje, temveč tudi moralna diskreditacija. Križani človek je veljal za tako hudega zločinca, da so menili, da se je moral Bogu zelo zameriti, da tako končuje svoje življenje. Še apostol Pavel v svojem pismu opozarja na svetopisemski rek v tem istem smislu: preklet, kdor visi na lesu. Veljalo je, da je križan človek zavržen tudi od Boga. Zato razumemo, zakaj so judovski veljaki od rimskega guvernerja Poncija Pilata zahtevali, naj da Jezusa križati, da bi ga s tem tudi moralno diskvalificirali. In bi tudi po njegovi smrti nihče več ne pomislil, da je to bil res kakšen božji poslanec ali celo božji sin. Toda evangelij, ki smo mu prisluhnili, na to gleda drugače. Zgodba o križanju ni samo zgodba o človeški krutosti in sovraštvu, temveč predvsem zgodba o moči Božje ljubezni, ki je bila močnejša od strahote, trpljenja in ponižanja, ki ga je doživel Jezus na križu.
To je sporočilo o veliki ljubezni, ki je bila edina sposobna, da je sprejela tako kruto trpljenje. Ko torej častimo križ, ne mislimo povzdigovati krutosti, temveč ljubezen, ki je bila tako velika, da je to krutost prenesla in premagala. Premagala v tem smislu, da Jezusove ljubezni tudi to mučenje ni odvrnilo od nje same. Jezus tudi na križu ni nehal ljubiti ljudi do konca in vse brez razlike, tudi svoje rablje. Križ je torej vrhunec največje razodetje Božje ljubezni do nas in zato ga častimo. Jezus bi se lahko izognil smrti. Lahko bi recimo poslušal Petra in druge učence, ki so mu branili nadaljevati pot v Jeruzalem in bi se obrnil nazaj domov v Galilejo. Lahko bi se sporazumel s Pilatom, saj mu je Pilat celo ponujal rešilno desko, da bi ga rešil. Lahko bi sklepal kompromise, ne bi povedal vsega, kar je mislil, in se prilagodil javnemu mnenju. Toda s tem bi zatajil samega sebe kot Božjega sina in se izneveril svojemu poslanstvu, da odreši nas vse. Jezus je tisti, ki ljubi druge bolj kakor samega sebe in križ je najbolj preprečljivo znamenje tega. Kako je lepo zapisal sveti Pavel v drugem berilu, ki smo mu prisluhnili, Jezus se ni krčevito oklepal tega, da je enak Bogu. Tega privilegija ni izkoriščal zase, ampak je sam sebe izničil, celo postal kakor naš hlapec in služabnik in je bil celo pokoren do smrti na križu. Križ je torej prizorišče in simbol, znamenje čiste, zastonjske in požrtvovalne ljubezni, nesebičnega delovanja za druge. Zato ga častimo, zato ga kot smerokaz postavljamo ob naših poteh in na križišča, zato ga kot znamenje upanja postavljamo na grobove, saj predstavlja tisto ljubezen, ki je ni mogoče prekusiti in ki velja vsakemu človeku. Kot pravi Jezus, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Križ častimo in si ga postavljamo kot krščanski simbol, da bi nas nagovarjal k podobni ljubezni. Tudi vas, spoštovane policistke in policisti, saj je vaša služba polna nevarnosti za zdravje in življenje, ko skrbite za varnost nas vseh. Ste v službi varnosti državljank in državljanov, kar je eden izmed glavnih razlogov, da državo sploh imamo. Zato ima država monopol nad uporabo sile in jo daje v roke samo vam, da bi državljani med seboj svojih odnosov ne uravnavali z močjo in silo, ampak z razumom in pravičnostjo. To je edino, kar je združljivo človekovim dostojanstvom. Ta visoka moralna zavest vašega plemenitega poslanstva vas nagiba k pogumnim in nesebičnim dejanjem, ki je nepogrešljiva oblika vašega služenja skupnemu dobremu nas vseh. Na koncu današnjega evangelija poudarja Jezus, da ni prišel obsojati, kaznovati, ampak reševati. Ker so pač stvari takšne, kot so, in smo tudi ljudje takšni, kot smo, morate kdaj uporabiti tudi silo. Toda to ni končni namen. Končni namen je dostojanstvo vseh državljank in državljanov
medsebojno spoštovanje in dejanska svoboda, ki vlada edino tam, kjer se ljudje med seboj spoštujejo v svojih dolžnostih in pravicah. Vaša prioriteta ni kaznovanje slabega, temveč obramba dobrega, pomoč ranljivim, ohranjanje reda, da ljudje lahko živimo varno in mirno. Vaša roka je predvsem roka zaščite, vaš pogled je pogled skrbi, vaše dejanje je dejanje pomoči in podpore v težkih okoliščinah življenja. Naj vas ta Jezusova beseda, da ni prišel kaznovati, ampak reševati, spomni, da je moč, ki jo imate, dar, da ga uporabljate preudarno in dobrohotno, ter s končnim namenom po reševanju in dviganju, vzgoji in pozitivni spodbudi za dobro. Spoštovane policistke in policisti, to današnje srečanje je tudi za cerkev priložnost, da vam izreče priznanje in zahvalo za služenje varnosti, svobode, pravičnosti in dostojanstvo vseh nas, državljanov te države. In da vam zaželimo Božjo pomoč in varstvo pri vseh vaših plemenitih prizadevanjih za to, da bo naša domovina še naprej prijazna in varna dežela za vse, ki v njej živimo ali po njej potujemo. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, slavnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinega Sina Božjega, ki je iz Očeta vajen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, pravi nepostavi, enega Kristo z Očetom in je prije vse ostalo, zaradi nas in zaradi našega srečanja prišel iz nebes in se vtelesil po svetem Bogu, iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil položen, in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavo sodo žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca. In svetega Gospoda, ki preživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznamo en krst odpuščanja grehov in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Dragi bratje in sestre, z zaupanjem se obrnimo k nebeškemu Očetu, ki po svojih angelih varuje in vodi svoje ljudstvo. Prosimo za Božji blagoslov, moč in modrost za vse policiste in policistke, ki nosijo breme varnosti in pravičnosti. Gospod, usliši naše molitve za vse policiste, ki dnevno tvegajo svoje življenje, da bi varovali red in mir, podari jim modrost, moč in pogum, da bodo vedno pravični, sočutni in da bodo njihova dejanja služila resnici in varnosti vseh ljudi. Gospod, prosimo te za svojo sveto cerkev, ki jo kličeš, naj bo vedno zvesta tvojim naukom, naj se pogumno odziva na izzive našega časa in prinaša mir ter pravičnost v svet.
Gospod, prosimo te za vse vernike, da bodo v vsakdanjih preizkušnjah, težavah in križih odkrivali moč tvoje prisotnosti. Naj jih vse to spodbuja k zaupanju in nesebični ljubezni do bližnjih. Gospod, prosimo za tiste, ki trpijo zaradi nasilja, krivic in nepravičnosti, da bodo našli upanje in zaščito pri tistih, ki so poklicani, da varujejo pravico. Naj se njihova srca napolnijo zaupanjem in naj bo njihova prihodnost svetlejša. Gospod, blagoslovi družine policistov, ki nosijo breme skrbi in strahu za svoje ljubljene. Daj jim potrpežljivost, moč in notranji mir, da bodo lahko podpirali svoje bližnje v službi skupnosti. Gospod, prosimo te za vse vladajoče in tiste, ki ustvarjajo zakone, da bodo delovali modro, pravično in v službi dobrega vsakega človeka. Naj bo njihovo delo v skladu z Božjo voljo in pravico. Gospod, spominjamo se vseh policistov in policistk, ki so dali svoje življenja v službi varnosti in pravice. Sprejmi jih v svoje nebeško kraljestvo, kjer bodo deležni večnega miru in veselja v tvoji bližini. Po prošnji nad angela Mihaela usliši naše prošnje in nas utrdi v služenju miru in pravičnosti po Kristusu našem Gospodu. Thank you.
to naj nas očisti vseh grehov, saj je daritev tvojega Sina, ki je na oltarju križa zbrisal grehe vsega sveta in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Križko srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se pravično je. Li se spodoben je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče vsemogočni in večni Bog, človeški rod si sklenil odrešiti skrbnostjo križa, da bi od tam sklilo življenje, odkuder je išla smrt. Sovražnik je na drevesu v raju zmagal, je bil na drevesu križa premagan, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo v svetem spoštovanju, slavijo vsi nebeški zborovi. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko ponižno pojemo. Oče, tebi izročam se, tebi povzigujem glas, ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim, vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe ne, se sprejeti svojih rok, zgodi tvoja volja se. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ti nad zemlji prebivamo. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ti nad zemlji prebivamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte, od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov.
To delajte v moj spomin. Skrbnost vira. Tvoja svetozanja Gospod i Tvoje vzajelje slavimo, dokle ne prideš z nami. Sveti Oče, spominjamo vse Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelij zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširja po vsem svetu. S popolnim ljubezni skupaj z našim papežem Leonom XIV, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki so že v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, smili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo in želino Svetim Jožefom, za apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojih Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Vsi smo Božji otroci in zato sedaj vsi skupaj kličimo Boga za svojega očeta, saj nas tako uči moliti sam Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgovi, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno prosti greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v mir in jo vodi v popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekoma. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jezus je rekel, da prinaša mir, kakršnega svet ne more dati. Kako je naš človeški mir krhek, doživljamo ravno v sedanjem času. Zato si drugemu zaželimo tega Jezusovega miru in se to tudi na zunaj pokaže.
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vedel, da boš meni, ampak sem vesel in vzdraven. Kdo uživa tako, bo živel vekomaj.
strast za Tvoje ime. O Sveti Duh, pridi na nas, vodi nas Ti, vodi nas Ti, Gospod. Molimo, sveti nesmrtni Bog, nahranil si nas svetimi skrbnostmi. Jezus Kristus nas je svojim križem odrešil za življenje, naj nas povede v slavu vstajenja, ki živi in kraljuje vekoma. Del cerkvi smo pripeljali počasi do konca. Sedaj po zaključni prošnji, po blagoslovu bomo odšli na pokopališče, bo delegacija položila vence na grobove pokojnih policistov. Prav tako pa bomo duhovniki zmolili molitev za vse upokojene policiste in delavce Ministrstva za notranje zadeve. Hkrati pa bi izkoristil tudi to priložnost in se zahvalil vsem, ki ste danes tukaj prišli, vsem, ki ste si vzeli čas, da ste na poseben način pokazali, kaj vam je do dela, ki ga policija opravlja v naši družbi. Rad bi se zahvalil gospe državni sekretarki, da si je vzela čas, gospodu generalnemu direktorju, gospodu direktorju policijske uprave, ki nas že več kot 21 let sprejema tukaj in nas prenaša, da lahko pridemo in molimo za naše policiste. In ne nazadnje lokalnemu policistu Alešu Rozmanu, ki si tudi 21 let že prizadeva zaradi tega, da je ta sveta maša uspe. Da je vsak od nas del, en tak majhen delček v sestavljanki, ki se imenuje policija, in majhen del v tem sestavljanki, ki se imenuje policijska maša. Hvala tudi gospodu nadškofu za vse lepe besede in da bi te besede nam lahko tudi včasih malo ogrele srce takrat, ko nam bo najtežje. Sedaj pa pripravimo srce na blagoslov. Gospod z vami, Božji mir, ki vsak razum presega, naj varuje vaša srca in vaše misli, da boste vedno bolj spoznavali in ljubili Boga in njegovega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Святейки Марице, vsi glasovi, kar jih je, vsake sanje, ki prav drzno iščejo izvor ljubezni le. Vsaka črka, vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba, vsako tiček tega stvarstva ljubezni priča je. Kako dolgo bom živel, pričeva ljubezen bo,
koraki vodi me. Vsako upanje v srcu ljubezni pričaje. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. Vsaki dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. Vsaki dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Spoštovani, sedaj se spomnimo vseh pokojnih policistov in policist ter ostalih uslužbencev policije in Ministrstva za notranje zadeve, ki so že odšli od nas. Verujemo, da se smrtjo njihovo življenje ni končalo, ampak spremenilo.
Zato jim namenimo naše molitve ter zanje Boga prosimo usmiljenja in pomoči. Molimo, večni Bog, tvoj ljubljeni sin in naš Gospod Jezus Kristus je premagal smrt in prešel v večno življenje. Naj se pokojne policistke in policisti ter ostali uslužbenci policije in Ministrstva za notranje zadeve udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v gledanju tebe, ki si naš stvarnik in odrešenik. Vse to te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod, daj jim večni pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi naj vas Bog vse to lažbe, ki je človeka v nedomljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega Sina dal vsem vernim upanjem, da bodo vstali k novemu življenju. Amen. Nam živim naj odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in večni pokoj. Amen. Verujemo, da je Kristus res stal od mrtvih, naj z njim tudi mi živimo v večni sreči. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Amen.
kamor pridem, kaj je treba prostor imeli. Kuške naučiti prostor, zdaj, če jaz grem takole proč, vidite, prostor, pridem nazaj, jo, dam nagrado, bravo. Ta prostor je zelo pomemben prostor, da mi kuška naučimo prostor, pa da razume, kaj to ne. Vi razumete, kaj če rečemo ne? Vi bi se še igrali, pa reče mami, ne, dosti igre. Če jaz dam salamco tako, vedete, mnogo, ne sme, ne. Mora to Boga zdaj, vidite, mrav zapokojiti. Se videli, ne? Še nedi glas? Bravo. Pa ta poklic, to se že prej rekel, bomo tam naštivali, vi kar tele bolj, vidite, prostor lepo, prostor, mir. Onega za mene čaka.